zdaj? Pa! Karta, enota, dovoljenje, da nadaljujemo pregled in za samo prelitvijo kratke čestitke vsem vam, pričani, seveda, iskreno, hvala lepa za pregled. Mariči gasilci, službo ljudstva. Spoštovani vsi zbrani, tovariši gasilci, cenjeni gostje. Prisrčen pozdrav vam izrekam za današnji 9. avgust, dan gasilca, dan solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Himno Republike Slovenije sta danes zaigrali godba Pihala Slovenske Konjice in godba Pihala Ljubečna. Zvok sirene na že 19. leto zapored, natančno ob 18:09, spominja na hudo neurje s točo, ki je prizadelo širše območje Konjiškega. Toča, ki je leta 2004 rešetala strehe naših domov in neusmiljeno klestila vse, kar se je klestiti dalo, še vedno zelo živo odzvanja v naših spominih in od tistega dne na vreme v naši dolini gledamo drugače. Temni oblaki v nas prebudijo žive slike preluknjenih streh, razbitih avtomobilov, uničenega pridelka in prestrašenih oči. Prebujajo strah in bojazen pred tem, kar smo nekoč že doživeli. Vendar pa prebujajo tudi drugačne spomine. Spomine na nesebično pomoč naših gasilk in gasilcev, ki ste tedaj strnili vrste in z roko v roki pomagali pomoči potrebnim. To je bil eden izmed trenutkov, ko je duh solidarnosti zavel po Dravinjski dolini in nas povezal do te mere, da je bil 9. avgust razglašen za dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Prav te dni smo priča najhujšim poplavam v zgodovini samostojne Slovenije. Tokrat smo ponovno skupaj stopili vsi, vi, spoštovani gasilci, ter vsi Slovenci, in pokazali nesebičnost in solidarnost na državni ravni. Dovolite mi, da uvodoma v naši sredini toplo pozdravim predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika, župana občine
župana občine Slovenske Konjice Darka Ratajca, častnega občana občine Slovenske Konjice in nosilca nagrade Matevža Haceta, tovariša Florjana Jančiča, poveljnika civilne zaščite občine Slovenske Konjice Branka Soviča, predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Baholeta, poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca, komandirja policijske postaje Slovenske Konjice Roberta Vipotnika Sirca, častna predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Boža Kolariča in Stanislava Hlasteca, častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice in nosilca priznanja ekipe z gasilstva, tovariša Karla Juharta, predsednika domačega društva, tovariša Gregorja Erceka in poveljnika domačega društva ter predsednika krajevne skupnosti Draža vas, tovariša Dejana Vrhovška, predstavnike pobratenega društva vatrogasne zajednice mesta Zabok, vse dobitnike najvišjih priznanj Gasilske zveze Slovenije, priznanja Matevža Haceta in priznanja Kipec gasilca, župnika gospoda Marjana Veternika, prav tako pa v naši sredini toplo pozdravljam še vse svetnike in svetnice občine Slovenske Konjice, vse tovarišice in tovariše gasilce, ter vse predstavnike lokalne skupnosti in gospodarskega ter kulturnega življenja v naših krajih. Letošnji dan gasilca je na svoj način jubilejen dan za prostovoljno gasilsko društvo Draža vas. V letošnjem letu društvo beleži kar 100 let svojega delovanja. Vsa ta desetletja so bila leta prostovoljstva in solidarnosti, katerim se gre pokloniti z vsemi častmi. K besedi zato najprej vabim gostitelja današnje prireditve, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Draža vas, tovariša Dejana Vrhovška. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovani gostje, dobrodošli v Draža vasi na praznovanju prazniku Dneva gasilca, dan Dneva solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Solidarnost je beseda, katero v zadnjih dneh najpogosteje slišimo v medijih in družbi. Seveda je temu razlog katastrofalno opustošenje narave v določenih predelih Slovenije, kjer smo se še bolj povezali in dokazali, da beseda solidarnost ni zgolj beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, ampak nam pomeni vzpostaviti trdo vez med ljudmi in ravnati tako, kot bi želeli, da drugi ravnajo z nami. Pred 19 leti je huda ura zajela našo dolino in tudi takrat smo bili priča solidarnosti in pomoči drugih. Prepričan sem, da tudi tistih, ki so danes znašli v takšni situaciji. Že mnoge generacije pred nami so gojile takšen odnos in na podlagi tega lahko menimo, da je v naših krajih bila pred 100 leti solidarnost eden od ključnih razlogov za ustanovitev gasilskega društva dveh krajev, Draža vasi in Žič, leta 1923. Začetki društva so bili seveda skromni, a neverjetna želja po povezovanju, pripravljenosti pomagati in sodelovanje med ljudmi je razlog, da je društvo kljub zahtevnim časom uspelo obdržati in hkrati razvijati v skladu z potrebami po požarni varnosti v kraju. Prvi začetki gasilstva pri nas so se zgodili v osnovni šoli v Žičah. Prvi gasilski dom pa je stal le nekaj metrov stran, kjer imamo danes slovesnost in je bil dom gasilcev, dokler ga leta 1983 ni zamenjal nov, sodoben, večnamenski objekt za gasilce in krajane, ki je postal pomembna veduta kraja, ki hkrati skrbi za prepoznavnost kraja. Kasneje, leta 1980, so krajani Žič začutili potrebo po lastnem društvu, zato so v tamkajšnjem kraju ustanovili svoje društvo. Kljub ločitvi pa smo člani društev in krajani obeh krajev ostali tesno povezani in gradimo dobre odnose
medsosedske odnose še naprej. Prostovoljno gasilsko društvo Draža vas, ki danes šteje 120 članov, je v zadnjih letih zraslo v uspešno organizacijo v občini Slovenske Konjice. Gasilstvo v kraju je pomembno iz vidika medgeneracijskega sodelovanja, saj združuje vse generacije od mladih do starejših. V teh zahtevnih časih je še posebej pomembna vzgoja mladih, ki skozi širjenje vrednot gasilstva se strani starejših ali mentorjev pridobivajo pomembna znanja in izkušnje za življenje in na ta način postajajo zavedni ter predani gasilci in občani. Ponosno lahko predstavimo, da bomo na letošnjem državnem mladinskem tekmovanju sodelovali z ekipama pionirjev in pionirk ter tako 7. v zadnjih nekaj letih poskušali doseči dober rezultat na tem nivoju tekmovanja. Ko pogledamo širše, so se tudi v kraju zgodili veliki premiki. Saj je pretežno podeželske dejavnosti v preteklosti dopolnilo uspešno podjetništvo, kar posledično narekuje tudi razvoj gasilstva v kraju. Gasilci zato sledimo potrebam kraja in se v skladu s tem tudi tehnično opremljamo. Danes bomo za to uporabo prevzeli novo gasilsko vozilo na vaši levi, ki bo namenjeno gašenju in reševanju, a o tem več kasneje. Tudi v prihodnosti si želimo ostati sodobno opremljeno društvo, zato se obvezujemo, da bomo skrbno sledili razvoju tehnike in gasilske taktike ter se temu tudi prilagodili. Vendar samo dobra opremljenost gasilske enote ni dovolj. Če za tem ne stojijo ljudje, gasilci, ki izkazujejo svojo pripadnost za prostovoljstvom, humanitarnostjo, pripravljenostjo in seveda solidarnostjo. Ko so vsi pogoji izpolnjeni, lahko govorimo o pojmu sodobna, uspešna in zaupanja vredna gasilska organizacija, za katero se gasilci in vodstvo društva prizadevajo v največji možni meri. Sodelovanje z društvom z krajem je čutiti na vsakem koraku, saj je društvo ključni organizator večjih družbenih dogodkov. V zadnjih letih se z veseljem pohvalimo tudi za uspešno organizacijo gasilskih veselic z odličnimi ansambli, vse skupaj pa je plod odličnega sodelovanja z našimi donatorji in predanimi člani društva in krajani. Letošnje leto smo bili žal primorani odpovedati načrtovane dogodke ob 100. obletnici delovanja društva in solidarnosti do ljudi na prizadetih območjih, a bomo le te poskušali organizirati še v tem mesecu. Vse in še več o zgodovini društva ali kraja pa bomo predstavili v jeseni letošnjega leta, ko bo društvo ob jubileju izdalo zbornik z naslovom 100 let gasilstva v Draži vasi avtorja Florjana Jančiča. Zbornik bo vsebinsko in slikovno predstavil bogati oris zgodovine in razvoj gasilstva v našem kraju. V čast preteklim generacijam in sedanjim tvorcem zgodovine bo zbornik predstavljen na posebnem in svečanem dogodku skupaj z avtorjem zbornika. Zahvaljujem se vsem za današnjo udeležbo na prireditvi in želim prijetno druženje in vas vse skupaj pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala tovarišu Vrhovšku za pozdrav gostitelja. Letošnje leto ni jubilejno le za prostovoljno gasilsko društvo Draža vas, temveč tudi za prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice, ki praznuje kar 150. obletnico ustanovitve, sledita pa mu prostovoljno gasilsko društvo Loče 120. obletnico in prostovoljno gasilsko društvo Žiče 100. obletnico obstoja. K besedi sedaj vabim predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, Tomaža Paholeta. Spoštovane gasilke in gasilci, krajani in krajanke, dragi gostje. V imenu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice in v svojem imenu vas vse skupaj lepo pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. V letu 2004 smo se soočili z naravno ujmo večjih razmer nad Dravinjsko dolino. Takrat se je solidarnost med gasilci in občani izkazala kot posebna vrednota medsebojne pomoči v nastali nesreči. Prav v počastitev te solidarnosti in spomina na ujmo obeležujemo spominski praznik Dan gasilca, Dan solidarnosti v Gasilski zvezi Slovenske Konjice in občini Slovenske Konjice. Letos lahko rečemo, da je za nas jubilejno leto, saj 4 od 7 društev naše gasilske zveze praznujejo visoke jubileje. PGD Slovenske Konjice 150 let, PGD Loče 120 let, PGD Draža vas in PGD Žiče 100 let. Praznovanje se vsako leto vrsti v drugem prostovoljnem gasilskem društvu in takrat je tisto društvo deležno posebne pozornosti, saj prevzame kakšno gasilsko tehniko ali praznuje okrogli jubilej. Po sprejeti strategiji razvoja gasilstva na Konjiškem bo danes PGD Draža vas v ta namen krstila že uporabljeno vozilo GVV-1.
Gasilci na vseh niso samo gasilci, ampak lahko rečemo, da so tudi kulturniki, saj z običaji in prireditvami, kot so postavitev mlaja, Florjanova maša, gasilska veselica, povezujejo ljudi in celotna vas ter lokalno skupnost. Ljudje se sprostijo, napolnijo si dušo z dobro energijo in vsaj za trenutek pozabijo na svoje skrbi. Skrbi, ki jih imamo gasilci, so razmere hudih ujm, ki nas doletijo vse pogosteje. Narava nam ne prizanaša. Vse pogosteje se srečujemo z močnim vetrom, hudimi nevihtami, udari strel in poplavami. Ravno te dni smo doživeli najobsežnejše poplave v zgodovini Slovenije. Spet smo pokazali, da zmoremo, kaže se solidarnost med ljudmi in gasilci cele Slovenije. Verjamem, da bomo na koncu te zgodbe zmagovalci, a zavedati se moramo, da moramo z naravo ravnati preudarno. V trenutnih razmerah nas imajo ljudje za heroje, junake, vendar mislim, da še zdaleč nismo to. Gasilci in prostovoljci smo ljudje z velikimi čustvi, močnim srcem in pripadnost za soljudi. Junaki so ljudje, ki so v nesreči izgubili vse, pa še vedno nekje v ozadju vidijo sonce. Junaki in heroji so naši predniki, ki so postavili temelje požarne brambe. Ne verjamem, da si je kdo od njih mislil, da bomo nekoč glavni steber požarne varnosti v državi. Naši predniki si zaslužijo veliko priznanje. Kljub slabim pogojem in razmeram so vztrajali, sad njihovega truda pa vidimo še danes. Vsi danes zbrani tukaj, hvala vam za vso pomoč, ki nam jo nudite in izkazujete. Za vse spodbudne besede, ki so včasih vredne veliko več kot zlato. Zato, ker nas razumete, ker veste, da za vas in za vse ljudi želimo le najboljše. Ob zaključku pozdravnih besed se opravičujem, če so me čustva malo prevzela. Zadnje dogajanje, ki ga še ni konec, me je resnično pretreslo. Kljub temu moramo z vsem optimizmom in dobro vero gledati naprej. Tovarišice gasilke, tovariši gasilci, en velik hvala za vse, kar naredite v dobrobit občanov in državljanov. Naj vas besede junak in heroj spremljajo naprej in zavedajte se, vse, kar je vredno imeti, je vredno tudi deliti. Življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko. Bodite sočutni, kajti resnično videti življenje skozi oči nekoga drugega je lahko najdragocenejša izkušnja. Dovolite, da vas na koncu pozdravim. S pozdravom v službi ljudstva. Na pomoč! Hvala tovarišu Pohvaletu. Duh prostovoljstva je tista temeljna vrednota, ki priča o nesebičnosti in pripravljenosti pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Ta povezuje gasilke in gasilce in vas dela nepremagljive v boju zoper požare, poplave in ostale naravne ujme. Povezujejo pa vas tudi prijateljstva, ki se tkejo na vajah, med akcijami in na družabnih srečanjih in pogosto se naporen gasilski dan zaključijo ob zvokih harmonike. Mi pa bomo prireditev nadaljevali v tem duhu, saj se bodo tekom prireditve na odru zvrstili 3 mladi glasbeniki, vsi člani prostovoljnega gasilskega društva Draža vas. Najprej na oder vabim Sama Margoča, ki nam bo zaigral pesem Čebelar.
Mi pa se vrnimo k današnjemu prazniku. Kot že rečeno, solidarnost med gasilci in občani, ki smo bili priča tistemu 9. avgustu leta 2004, še danes odzvanja v srcih naših občanov in budi v nas občutek varnosti. Zato na tem mestu besedi vabim župana občine Slovenske Konjice, Darka Ratajca. Tovarišice in tovariši, gospe in gospodje. Torej, najprej seveda iskrene čestitke ob današnjem prazniku in zahvala v mojem imenu in imenu občanov občine Slovenske Konjice za vse, kar ste naredili do sedaj za nas. Ko je hudo, družina stopi skupaj. Pomagamo si takrat in pomoč rabimo takrat, ko nam je najhuje. Država Slovenija je sedaj v situaciji, ko bomo morali stopiti skupaj. Hudo je, ampak morda je to tudi priložnost, da po desetletjih Slovenci zopet stopimo skupaj. Da izkoristimo to stvar oziroma ta dogodek, ki se zgodil za to, da pokažemo, da smo ljudje, ki znamo drug drugemu pomagati. Da to naredimo racionalno, brez lažnega patosa, brez politiziranja in da naredimo tisto, kar moramo narediti ljudje, pomagati ljudem takrat, ko je to potrebno. V občini Konjice smo ponosni na vas, ponosni tudi na pripadnike civilne zaščite, vse prostovoljce, ki se žrtvujejo, ki darujejo svoj čas in naredijo tisto, kar je potrebno takrat, ko je potrebno. Občina tudi namenja kar nekaj sredstev za to, da ste gasilci opremljeni dostojno, da bom rekel najbolje, ampak dostojno zagotovo. Tako bomo seveda tudi nadaljevali naprej. Kaj ne rečem? Veliko ste postorili, veliko vas je bilo sedaj tudi na intervenciji v Savinjski, na Koroškem, s nekaterimi se pogovarjal. Torej, te stvari so nepredstavljive. To ne bo zaključeno v mesecu dni, ne bo zaključeno v meseci dni, to bo trajalo leta. In posledice tega bomo, bom rekel, deležni vsi. Ampak zmogli bomo, tako kot smo v zgodovini Slovencov zmogli do sedaj narediti veliko. Torej, še enkrat, spoštovani, čestitam ob dnevu gasilca, želim vam prijeten dan in upam, da se bomo na takšno prireditev še veliko slišali. Hvala lepa. Hvala županu za te besede. Veliko smo danes že govorili o solidarnosti in pomoči soljudem med vrstami gasilcev. To sta temi, ki sta aktualni še danes. Vremenske ujme so opustošile marsikateri del Slovenije in ravno gasilci ste tisti, ki se množično odzivate klicu na pomoč. Dovolite mi, da na tem mestu k besedi povabim predsednika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Janka Cerkvenika. Spoštovani jubilanti, vsi zbrani, najprej seveda čestitke gasilkam in gasilcem, draža vas za njihovo obletnico in seveda vsem vam, ki ste se zbrali z namenom, da praznujemo ta dan gasilca Gasilske zveze Slovenske Konjice. Ko sem prišel sem čestital za oba dogodka, pa verjamem, da je marsikdo čudno pogledal, da čestitam tudi za tisto, kar se je dogajalo pred 19 leti, pa vendarle lahko upravičeno izrazim čestitko, kajti, kot že velikokrat danes rečeno, smo takrat gasilci in pa seveda vsi občani občine Slovenske Konjice stopili skupaj in prav je tako in jaz verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Najprej društvo in pa vodstvo društva po predsedniku in poveljniku, seveda čestitke za prevzem te odgovorne funkcije. V letošnjem letu ne smemo pozabiti, da je bilo v gasilstvu, da so bile gasilstvo volitve in ni enostavno prevzeti odgovorne funkcije, kot tudi čestitke vodstvu, novemu vodstvu Gasilske zveze Slovenske Konjice, da je pri tem pomoč, oporo in da nudi vso potrebno strokovno podporo vsem društvom v Draginjski dolini. Čestitke za seveda požrtvovalno in nesebično pomoč vsem občanom,
za uspešno delo na operativnem področju in seveda za veliko moralno, finančno in organizacijsko podporo, ki vam je nudi ob tej priliki občina Slovenske Konjice. Zahvala torej vam, župan, občinskemu svetu, da podpirate gasilstvo in da veste, kaj in na kakšen način čutite te potrebe za to, da smo lahko v danih trenutkih tudi varno počutimo. Moram reči, da cenim vaše delo, ga spoštujem in seveda Gasilska zveza Slovenije bo po svojih najboljših močeh poskušala v pogovorih ali pa sogovorniki z državo potem tudi na nek način pravzaprav pomagati, da bomo imeli boljše pogoje za delo. Moram reči, da je tu predvsem pomembna podpora tako se pravi krovne organizacije, kot tudi celjske regije in seveda vseh ostalih, tako struktur civilne zaščite in reševanja, obeh struktur prvega in drugega stebra nacionalne varnosti, policije in vojske in seveda računam, da bomo tu tudi v prihodnje imeli kaj početi. Moram reči, da je moj rojak Anton Martin Slomšek zapisal eno dobro misel, ki je danes izpostavljena. Vse ti lahko nesreča vzame, znanja ti vzeti ne more. Mislim, da je to pomembno sporočilo pri vašem delu tudi v prihodnje in jaz seveda se želim, da krepite to svoje znanje, svojo operativno sposobnost, usposobljenost in seveda, da ste dobri tako na tekmovalnem področju, za katere vem, da že od nekdaj krasijo številne vaše dvorane, tudi pokali prenešeni iz različnih tekmovanj in seveda hvala vam tudi za vse prireditve, ki ste jih pravzaprav organizirali za in v imenu tako regije, kot tudi države, kot rečeno, kot Gasilske zveze Slovenije. Moja prva naloga danes je torej, da se vam zahvalim, v nadaljevanju pa bom podelil seveda društvu ob tej visoki obletnici tudi odlikovanje za posebne zasluge, ki temu društvu pripada, glede na obletnico, ki danes praznuje. Ja, sem še tudi sam pod vtisom minulih dni in moram reči, da resnično se zadeve sicer dobro napredujejo, so pa grozovite in tako na same gasilce, na reševalce, na vse tiste, ki so vpeti v te dogodke, pušča tudi socialno-psihične težave. Marsikateri gasilec reševalec je dobil v teh dneh tudi psihosocialno pomoč, kajti slike, ki jih videvamo in ki so jih videvali v neposrednim reševanju, so bile resnično zelo, zelo težke. Moram reči še samo nekaj, da obstaja neka korelacija med, ali pa sporednica med dogodki pred 19 leti in dogodki danes. Zagotovo je ena od tistih ta požrtvovalnost, ki jo nudimo, ki jo imate tudi zapisano v vaših srcih tukaj v Dravinjski dolini in seveda tudi danes. Vendarle, mogoče malce statistike, toliko, da dobite občutek, kaj to pomeni. Neurja z močno točo po celi Sloveniji so se začele 17. julija. Od takrat do danes je bilo aktiviranih in bilo vpetih v posredovanje v celi državi 25.000 operativnih gasilcev. In hkrati, ko smo podelali stvari, ko smo se komaj da malo ohladili, če rečem takole v domačem jeziku, pride poplava. In seveda zavedamo se in gojimo to solidarnost tudi gasilci med sabo, da je ta medregijska pomoč še kako potrebna. In do danes, v teh 5 dneh oziroma 6 dneh, odkar so poplave nastale, je bilo angažiranih več kot 5500 gasilcev. In tako bo šlo tudi naprej. Vsak dan skoraj da od 800 do 1000. To pomeni, da je naš trud, da je naše delo res ogromno in da seveda se bomo trudili po svojih najboljših močeh, da spravimo stanje v državi ali na teh najbolj ogroženih področjih, kolikor se da v normalno stanje. Je pa na drugi strani, če smo mi delavci v tem primeru, če smo mi, oprostite izrazu, komunalci, ki skrbimo ne samo za reševanje, skrbimo tudi marsikje za oskrbo prebivalstva, skupaj z kolegi iz Gorske reševalne službe in še vrsto drugih del, ki jih upravljamo, bo pa morala seveda na drugi strani država upraviti svoje.
Namreč mislim, da bremena vsega tega ne more prenašati na občine in da bo potrebno marsikatero zakonsko rešitev urediti tako, da bo bodoče, sicer verjamem, da bodo prihajale neurja že zaradi sprememb v samih meteoroloških podatkih, že zaradi sprememb v naravi, pa vendarle, da bo škoda zato čim manjša. Dolžnost države torej je, da uredi vse, kar je potrebno, mi pa bomo seveda za vsako tudi dejansko odprli svoje srca in skočili na pomoč tistim, ki to pomoč potrebujejo. In kot že danes rečeno, tudi tu se je izkazala medgeneracijsko povezovanje. V teh 4 dneh sem bil na terenu zato, da motiviram gasilce, da se jim zahvalim za njihovo delo, vsem seznanjem tudi, kje in katere regije pomagajo na teh najbolj prizadetih področjih, pa vendarle tam opazim vse. Tako mlade, ki če ne drugega nosijo vodo, nosijo hrano, potem operativce, ki se trudijo po svojih najboljših močeh, članice, ki vneto pomagajo in moram reči, da jih je ogromno na terenu in seveda tudi ne smemo pozabiti na veterane. Tudi ti še vedno čutijo to svojo dolžnost, da pomagajo kljub nekoliko zrelim letom ali slabšim zdravstvenem stanju po svojih najboljših močeh in mislim, da so delovne roke v tem trenutku najbolj potrebne, kar ta področja tudi potrebujejo. Zato še enkrat, kot rečeno, hvala lepa vam za vaše delo, za vaše nesebično pomoč in hkrati seveda hvala lepa, ker imam ravno priliko, ker sem po enem letu zopet v Slovenskih Konjicah, da se vsem gasilcem zahvalim tudi za vaš prispevek ob lanskoletni olimpijadi v Celju in seveda tudi za udeležbo na tako velikem požaru, kot je Kras. Tudi, kot rečeno, ta povodenj ni šla mimo vaših skrbi in rok in seveda za vse skupaj. Res hvala lepa, ponosen sem na vas in moram reči, da sem vesel, da lahko vodim tako dobro organizirano gasilsko organizacijo, ki šteje 171.000 članov. Tako da, mogoče še samo za spodbudo vašim tekmovalcem, v letošnjem letu, da omenim državno tekmovanje, ki bo v času sejma Sobra v Gornji Radgoni. Tam bomo pravzaprav pokazali tudi iz tega tekmovalnega področja, koliko smo vredni. In mladim želim seveda tudi ugoden plasma, vsaj želim si, da bi nekateri dosegli tudi, da se uvrstijo na mladinsko gasilsko olimpijado, ki bo drugo leto v Trevizu, v sosednji Italiji, in da tudi tam pokažejo veščine in zastopajo barve Slovenije, tako kot si vsi tudi želimo. Vsi vas, ki ste uniformirani v spremstvu praporjev, povabim letos 6. in 7. oktobra na 18. kongres slovenskih gasilcev v Žalec in seveda verjamem, da boste s to svojo prisotnostjo in veličino pokazali tudi, kaj zmoremo in kako znamo. Pozdrav tudi kolegom iz sosednje Hrvaške, tudi njih smo vključili v odpravljanje teh poplav in kadarkoli potrebujemo, se vedno slišimo tudi z vodstvom Hrvaške vatrogasne zajednice, vedno nas vprašajo, potrebujete pomoč in to kaže tudi na dobrososedske odnose in se vesel, da jih danes vidim tudi z vami. Takole naj zaključim, kot rečeno, želim vam uspešno praznovanje danes, čestitke ob vašem jubileju in seveda z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala gospodu Cerkveniku. Sedaj pa na oder vabim Neli Petek, ki bo zaigrala Bachov prvi preludij. Thank you.
Neli, hvala. Naša prireditev pa se je že prevesila v drugi del, v katerem bomo izrekli zahvale in podelili priznanja tistim, ki so na poseben način zaznamovali gasilstvo v Dravinjski dolini, kasneje pa bomo priče krstu vozila. Prosim, da se mi za ta namen na prizorišču pridružijo župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajec, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice Tomaž Pahole in poveljnik civilne zaščite občine Slovenske Konjice Branko Sovič. Prvi prejemnik bronaste plakete je Ludvik Godec. Ludvik Godec je član prostovoljnega gasilskega društva Industrijska cona Konus od leta 1982. Predlagani član je vesten in resen član društva, saj se redno udeležuje vseh akcij tako na nivoju društva kot tudi gasilske zveze. Svoje znanje in izkušnje prenaša tudi na mlade člane društva. Ludvik se je vse skozi udejstvoval tudi na tekmovalnem področju, bil je član tekmovalnih enot članov tako A kot B skupine, sedaj pa je član tekmovalne enote starejših gasilcev, ki dosega zelo dobre rezultate. V preteklosti se je vestno izobraževal in dosegel čin gasilec druge stopnje. V društvu je opravljal odgovorne funkcije glavnega strojnika, gospodarja. Bil je tudi član upravnega odbora društva in član nadzornega odbora društva. Trenutno opravlja dela vodje oddelka in je tudi član komisije za delo z veterani. Za svoje delo je prejel številna društvena priznanja in odlikovanja, nazadnje je prejel plamenico druge stopnje. Ludvik Godec je bil zelo aktiven leta 2004 pri odpravljanju posledic neurja s točo. Predlagano odlikovanje naj mu bo v zahvalo za dosedanje delo in spodbuda za naprej. Bronasto plaketo je prejel tudi Sergej Strihar. Sergej Strihar je zadnjih 15 let član upravnega odbora prostovoljnega gasilskega društva Loče, od tega je 13 let na funkciji predsednika društva. S činom gasilskega častnika je aktiven na področju operative, v tem obdobju pa je opravil tudi več tečajev za operativno delo. Člana zaradi dolgoletne zavzetosti v delovanju organov društva Prostovoljno gasilsko društvo predlaga za prejemnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Sedaj pa prosim, da se nam na odru pridruži Tim Kovše. Tim Kovše je član upravnega odbora gasilskega društva od marca 2018. Iz naslova operativnega dela je tudi podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva. S svojim aktivnim delom je močno pripomogel k uspešnemu razvoju in napredku gasilstva v društvu, z operativnim delom pa je pripomogel k napredku požarne varnosti ter ugledu gasilstva v širšem okolju. V zadnjih 10 letih se je strokovno izobraževal in tudi opravil tečaj za nosilca IDA, za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, usposabljanja za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah ter za gašenje notranjih požarov. Na operativnem področju se je izkazal v večjem številu intervencij. S svojim delom v operativi in skrbjo za dobro delovanje operativnega društva je zgled marsikateremu članu. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč v vseh aktivnostih v društvu in nesebično pomaga ter spodbuja člane in članice v društvu. Naslednji prejemnik bronastega priznanja je Marko Miličevič. Član s svojim dolgoletnim aktivnim delovanjem v operativi izkazuje visoko stopnjo zavzetosti ter pripadnosti organizaciji. S svojim delom je zgled ostalim članom, pri čemer nesebično predaja znanje tudi manj izkušenim članom. Član se tudi redno strokovno izpopolnjuje z udeležbami na razpisanih usposabljanjih Gasilske zveze Slovenije, v tem kontekstu je opravil tečaj za nosilca IDA, za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za tehničnega reševalca,
tečaj za gašenje notranjih požarov ter strokovnega dela tečaj za bolničarja. Član je v letošnjem letu imenovan tudi za namestnika predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Loče. Marko je pri svojem delu izredno zavzet in zanesljiv. Glede na to, da je v osnovi izobražen na zdravstvenem področju, to znanje z veseljem deli in predstavi članom in članicam v društvu, kar je dodatna prednost ne samo za potrebe v gasilskih vrstah, ampak tudi na nivoju vsesplošne izobraženosti ob življenjskih situacijah. Letošnji prejemnik bronaste plakete je tudi Gregor Ercek. Gregor Ercek je član Prostovoljnega gasilskega društva Draža vas od leta 1991. Svojo gasilsko pot je pričel v mladinskih vrstah, kjer je bil aktivni član mladinskih ekip na različnih tekmovanjih. Po prestopu v članske vrste je Gregor začutil potrebo po pridobitvi dodatnih znanj in veščin iz gasilstva, zato je uspešno opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca in dosegel čin gasilca. Od leta 2007 v največji meri opravlja funkcijo voznika strojnika. Leta 2013 je bil predlagan za člana upravnega odbora, hkrati pa je prevzel funkcijo namestnika predsednika gasilskega društva. Leta 2016 mu je bila zaupana funkcija predsednika gasilskega društva, ki jo uspešno opravlja še danes. V letu 2018 je bil imenovan za člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice. Pod njegovim vodstvom društvo iz leta v leto organizacijsko napreduje in se v lokalnem okolju ponaša statusom dobro organiziranega društva. Gregor ima pomembno vlogo tudi pri organizaciji največjega dogodka v kraju, gasilski veselici, hkrati pa je zelo uspešen tudi pri pridobivanju donacijskih sredstev za razvoj društva. V zadnjih letih se je Gregor aktivno vključil v delo z mladimi kot mentor in s pionirskimi ekipami dosegel dobre uspehe tako na občinskih kot tudi na regijski in državni ravni. Prav tako je stalni član tekmovalne skupine članov B. Za svoje organizacijske sposobnosti, delo z mladimi in izvajanje aktivnosti za krepitev prostovoljstva je prejel številna društvena priznanja in priznanja Gasilske zveze. Gregorja odlikujejo skrb za krepitev ugleda gasilstva v lokalnem okolju, skrb za razvoj društva, povezovanje z društvi in organizacijami znotraj in izven občine ter podpora tehničnemu napredku društva. Prejemnik bronaste plakete pa je tudi Boris Ratej. Boris Ratej je član Prostovoljnega gasilskega društva Draža vas od leta 1976, ko ga je v društvo kot pionirčka pripeljal oče. Vse skozi je aktivno sodeloval v društvu v vseh tekmovalnih kategorijah. Opravil je temeljno in osnovno usposabljanje za operativnega gasilca. To funkcijo uspešno opravlja že več kot 30 let. Kot operativni član je vedno pripravljen pomagati človeku v stiski, redno se odziva na intervencije in druge gasilske akcije. Kot član najbližje gasilskemu domu še vedno skrbi za dostop do gasilskega doma, pomaga gospodarju društva pri urejanju okolice gasilskega doma, doma krajanov in trgovine ter druge ožje okolice. Za svoje opravljeno delo je prejel številna priznanja na vseh nivojih. Prehajamo k srebrnim plaketam. Prvi prejemnik je Janez Kotnik. Janez Kotnik je član Prostovoljnega gasilskega društva Draža vas že več kot 50 let. Svojo pot v gasilstvo je pričel v mladinskih vrstah in vse od takrat aktivno sodeluje v društvu. Z opravljenimi osnovnimi in temeljnimi tečaji je postal operativni gasilec, katerega funkcijo uspešno opravlja že 40 let. Gasilski dom je praktično njegov drugi dom, saj večino prostega časa nameni skrbi za gasilsko in krajevno infrastrukturo, urejenost okolice in vzdrževanje objektov. Kot gospodar društva odgovorno in skrbno opravlja svojo nalogo.
Janez je za svoje delo prejel mnoga društvena priznanja, priznanja Gasilske zveze in državna priznanja. Od leta 1996 je stalni član upravnega odbora Gasilskega društva. Prejemnica srebrne plakete pa je tudi Andreja Marguč-Kavc. Andreja Marguč-Kavc je članica prostovoljnega gasilskega društva Draža-vas od leta 2000. Svoje gasilsko poslanstvo je pričela takoj udejstvovati kot članica upravnega odbora, kjer je prevzela vlogo tajnika društva. Funkcijo je opravljala 13 let, medtem ko je bila članica upravnega odbora 18 let. V društvu trenutno opravlja funkcijo predsednice nadzornega odbora. En mandat je bila tudi članica nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svoje gasilsko znanje je nadgradila s temeljnim usposabljanjem in tako pridobila čin gasilke. Redno sodeluje v tekmovalni enoti članic in se udeležuje tekmovanj. Poudarek daje razvoju gasilstva, prenosu ideje gasilca na mlajše generacije in poudarja podobo gasilca v družbi. Aktivno sodeluje v mnogih društvih in organizacijah ter pri sooblikovanju in razvoju kraja. Za svoje opravljeno delo je prejela mnoga društvena priznanja in priznanja Gasilske zveze. Nadaljujemo pa z zlatimi plaketami. Prvi prejemnik je Peter Leskovar. Peter Leskovar je član prostovoljnega gasilskega društva Draža-vas od leta 1968 in letos obeležuje 55 let aktivnega dela v gasilstvu. V tem času je opravljal mnoge funkcije in pomembno vplival na razvoj gasilstva v našem kraju. 43 let je bil član upravnega odbora društva, od tega kar 28 let vestno in skrbno opravljal vlogo blagajnika v društvu. Svoje znanje je pridno izkoristil in uporabil še v 2 mandatih kot član nadzornega odbora društva. Operativni član je bil več kot 40 let in je opravljal vlogo strojnika v društvu. Dosegel je čin gasilski častnik 2. stopnje. Opravil je tudi tečaj za sodnika gasilsko-športnih desetin in več kot 30 let aktivno sodeloval kot sodnik na tekmovanjih znotraj Gasilske zveze, regije ali širše. Sodeloval je v več tekmovalnih enotah v društvu, trenutno sodeluje tudi v veteranski ekipi. Peter je vedno pripravljen sodelovati v akcijah, dogodkih in drugih srečanjih, saj mu gasilstvo pomeni ogromno. V vseh teh letih je prejel tudi mnoge nagrade, zahvale in priznanja ter najvišja odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Prejemnik zlate plakete pa je tudi Alojz Hlastec. Že kot mladinec se je udeleževal gasilskih tekmovanj, pozneje pa je uspešno nastopal s tekmovalno desetino. Ta desetina je bila izjemno uspešna, saj so bili nekajkrat državni prvaki v nekdanji Jugoslaviji in tudi prvaki mednarodnega tekmovanja gasilskih desetin. 3-krat pa se je ta desetina vrnila z olimpijade z odličnim uspehom. V prostovoljnem gasilskem društvu Slovenske Konjice je dolgo časa uspešno opravljal funkcijo podpoveljnika društva 4. kategorije. Sodeloval je na mnogih intervencijah kot vodja in kot operativni član društva. Tudi sam se je vedno strokovno izobraževal in še vedno nadgrajuje svoje gasilsko znanje kot predsednik komisije za zgodovino pri Gasilski zvezi Slovenske Konjice. Od leta 2020 je gospodar Gasilskega muzeja in član sveta muzeja gasilstva Dravinjske doline. V preteklosti je vestno in natančno opravljal funkcijo tajnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, ki jo je opravljal 2 mandata. Alojz še danes aktivno pomaga pri raznih opravilih v Gasilski zvezi. Iskrene čestitke
čestitke vsem prejemnikom plaket. Za podelitev priznanja za posebne zasluge prostovoljnemu gasilskemu društvu Draža vas ob 100. obletnici delovanja pa na prizorišče sedaj vabim predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika ter predsednika, poveljnika in praporščaka prostovoljnega gasilskega društva Draža vas. Na oder pa sedaj vabim Miho Vrhovška, ki bo zaigral pesem Ples. Sedaj pa je čas, da novo gasilsko vozilo tudi uradno prevzamemo. Gre za gasilsko vozilo z vodo z oznako GVV1, podvozje vozila Iveco Daily z nadgradnjo v izdelavi podjetja Rosenbauer Slovenija. Vozilo je namenjeno gašenju ter reševanju in sprejme posadko 1+8. V vozilu je nekaj manj kot 1000 litrov vode in je opremljeno z visokotlačno centrifugalno črpalko Rosenbauer H5. V vozilu je nameščena tudi prenosna motorna brizgalna Rosenbauer Fox 6, elektroagregat, potopne črpalke, izolirni dihalni aparati in druga gasilsko-reševalna oprema. Vrednost celotne investicije vozila je znašala slabih 183 000 evrov. Tretjino finančnih sredstev je zagotovila občina Slovenske Konjice, 2/3 pa društvo iz lastnih sredstev in sredstvi donatorjev. V društvu se zahvaljujejo vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k nabavi novega gasilskega vozila, za katerega si želijo, da bi služilo v največji meri za usposabljanje in vaje gasilcev ter čim manj za intervencije. K prevzemu vozila sedaj vabim župana ter predsednika in poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Draža vas. Ja, ključe u velikog društva. Sedaj pa sledi blagoslov vozila. K vozilu vabim župnika, gospoda Marjana Vetrnika, da opravi blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga našega Gospoda Jezusa Kristusa, da bo z vami vsemi. Sestre in bratje, danes se več ne moremo predstavljati življenja brez prometnih sredstev.
Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo življenje. Gotovo je prav, da ta sredstva blagoslavljamo, da se z blagoslovom Bogu zanje zahvaljujemo in ga obenem prosimo, naj nas varuje. Blagoslovljeno gasilsko vozilo naj bo znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati z njegovo pomočjo. Pa prisluhnimo Evangeliju. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tedaj je Jezus rekel, vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Tomaž mu reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta in zdaj ga poznate in videli ste ga. To je Kristusov Evangelium. Z iskrenim srcem se obrnimo na Boga, ki nam je blizu na vseh poteh našega življenja in ga prosimo. Nebeški Oče, daj, da se bodo vsi udeleženci v prometu zavedali odgovornosti za lastno življenje in za življenje drugih. Prosimo, varuj nas in naše domače pred nesrečami, ter nam podari milost, da se bomo vsake poti srečno vrnili. Sprejmi k sebi žrtve prometnih nesreč in potolaži njihove svojce. Blagoslovi vsem, ki sodelujejo pri izdelovanju prometnih sredstev. Priporočimo se še Božji Materi in svetim zavetnikom, Sveta Božja Mati Marija, sveti nadangel Rafael, sveti angeli varuhi, sveti Krištof, pa skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo, Gospod Bog, zatekamo se k Tebi in Te prosimo, blagoslovi to gasilsko vozilo, naj nam brez škode služi pri delu in pri pomoči ljudem, pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali nevarnost sebe in drugih, vsi, ki bodo to vozilo vozili, naj svojo pot varno in srečno prevozijo. Obvaruj nas vseh nezgod in nesreč, pa tudi vseh nesreč v življenju, da bi se vedno zdravi vračali domov k svojim dragim, da bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako Tvoje priče vedno in povsod. Po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.
Nakup vozila so med drugim omogočili tudi donatorji, zato na oder vabim predsednika in poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Dražavas, da predata zahvale za botrstvo vozila. Donatorje prosim, da ko vas pokličem po imenu, pridete na prizorišče, publiko pa naprošam, da med podelitvijo ne ploskate, temveč ob koncu vsem namenite en velik aplavz. Pa začnimo. Občina Slovenske Konjice. Krajevna skupnost Dražavas. Gasilska zveza Slovenske Konjice. Tekoma Marguč. Okna in vrata Sattler Walter. Ključavničarstvo in plastika Sattler Bojan. KO Marguč Sašo. Gostilna pri Inotu. Unior. Podgrajšek Ivan. Petelinek Juri. Ervin Genex. Baumiller, Gradnje Marguč, Hakom Hlastec, Vezjak Aleš, Trgovina Brazda, Gaber Nada, El Paho, Manič Branko, Srm Marko Šmit, Kostroj, Pekarna pod Pohorjem, Senčila Senica, Bobik Andrej, Bobik Rajko, Unistil Polegek Matej, Autolan, Župnik Marjan Veternik, Metalkon, Konus Konex, Kojnik Alen, Lorger Mitja, Furman Dejan, Levart Domen, Isokon, 3C Invest, Gričnik Peter, Tritel Pevec Matic, Žan Zidanšek, Matej Pivec, Rozenbauer Gornja Radgona, Kvas Franc in Marija, Vrhovšek Jože in Bisarka, Arbeiter Dušan, Erceg Gregor in Natalija, Vrhovšek Dejan in Katarina, Pahole Tomaš in Tina, Kotnik Janez, Gaber Gašper, Gaber Zdenko in Irena, Hlastec Stanislav in Milena, Hlastec Primož in Irena, Petan Alen in Ilana, Goričan Janez, Kvas Simon, Levart Janko in Milena, družina Potočnik, Marguč Borut in Vladimira, Pušnik Daniel in Vida, Ratej Boris in Marija, Kotnik Lidija in Tadej, Macuh Alojs in Angelca, Macuh Anton in Stanka, Macuh Jure in Janja, družina Valant, Marguč Boris in Andreja, Erceg Božidar in Sonja, Cerinšek Zvonko in Angelca, Klokočovnik Mihael, Omerzu Aleksander in Nina, Pahole Joži in Urška, družina Petek, Prah Marko in Mateja, Ratuznik Ferdo in Marija, Ratej Franc in Irena, družina Pilpaher, Vrhovšek Sara in Miha, Brumec Tomaš, Marguč Ferdinand in Anka, Gaber Jožica, Gaber Peter in Slavica, Gaber Tadej in Timeja,
Gaber Žan in Sara, Paholet Jan, Ratuznik Alojz in Zdenka, Ratuznik Silvester in Sanja, Leskovar Peter, Albina in Aleš, Hlastec Avguštin, Verhovšek Tomislav in Karlina, Detiček Uroš in Andreja, Leskovar Ivan in Marjana, Leskovar Klara, Leskovar Gašper, Hartman Davorin, Hartman Marguč Tina, Hartman Lukas in Taja, Marguč Majda, Mlakar Rok in Urška, Vuce Rok, Goričan Janko in Darja, Gošnjak Bogdan in Anđela, Detiček Lovro in Marina, Detiček Naja in Aljaš, Bokal Darjan in Marjanca, družina Mažič, družina Satler Julijana, Zupančič Patrik in še Marguč Žan in Kristina. Zdaj pa mislim, da si vsi zaslužijo en velik aplavz. Spoštovani gostje, s tem dejanjem zaključujemo današnji dan gasilca občine Slovenske Konjice 2023. Upam, da nas bo solidarnost povezovala tudi v prihodnje in glede na strnjene vrste, ki smo jim priča na današnji prireditvi, sem prepričana, da se nam občanom v prihodnje ni bati za našo varnost. Sedaj naj vas vse lepo povabim še na prijetno druženje in pogostitev ob živi glasbi, ter vam zaželim prijeten preostanek večera. In da ne pozabim, na pomoč do prihodnjega 9. avgusta.